Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Obisk Ministrstva za naravne vire in prostor v Slovenski Bistrici. Na Zgornji Polskavi prireditev Rad ostani, kjer pojo. Literarno-glasbeni večer z Jernejem Dirnbekom. Nogometaši Bistrice v sosedskem derbiju premagali Dravinjo. Predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor nadaljujejo obiske v porečjih, katerih namen je pregled opravljenega dela na vodotokih ter pregled načrtovanih del na vodni infrastrukturi za prihodnje obdobje. V četrtek 14. novembra se je državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič-Zagorc s sodelavci mudila na porečju Dravinje in se srečala s tamkajšnjimi župani. Po srečanju v Slovenski Bistrici je povedala: Srečanje je bilo namenjeno predvsem temu, da pogledamo skupaj, kaj je bilo v letu 2024 narejeno oziroma kaj bomo še do zaključka leta izvedli in kakšen je plan tudi v naslednjem letu. To se nanaša predvsem na vzdrževalna dela, se pravi na tisto gospodarsko javno službo, na sanacijske ukrepe. Predstavili smo pa tudi stanje investicij, v katere so pa tudi občine močno vpete. Jaz mislim, da smo danes prišli do nekega skupnega rezultata, da je bilo veliko narejenega, je pa tudi še zelo veliko možnosti za izboljšave in seveda tudi za narediti. Tukaj tudi računamo na to, da nam bodo občine sogovornik in nam bodo zdaj za leto 2025 pomagali oblikovati plan gospodarske javne službe, se pravi aktivni udeleženec. In kako je s pogovori zadovoljen župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Jaz res pozdravljam to vrstno srečanje, ker je na tem bilo predstavljeno, kaj je bilo na naših vodotokih narejeno, izrednega vzdrževanja, kaj iz investicij in kaj se načrtuje za naprej. Zato se mi tudi, če se razdelimo to na ta dva dela, kar zadeva tega vzdrževanja, je pomembno to, da če govorim z vidika naše občine, ker vemo, da sredstva so omejena, na vseh segmentih, da se seveda naredijo prioritetno tiste nujne zadeve, ki jih tudi mi zaznamo oziroma jih naši občani zaznavajo na naših vodotokih, in zato se mi zdi pomembno, da smo se dogovorili, da bo ta izmenjava naprej tekoče tekla. Za drugi del smo pa, zdaj pa če spet ostane naše občine, pa seveda gre za dva projekta, ki sta pa za nas recimo vitalna, eden je poplavna ogroženost mesta Slovenska Bistrica in drugi projekt je poplavna ogroženost, ki je povezana z potokom Polskava. Zato se navezuje sicer na Dravinjo, mi zdaj tu projektno dokumentacijo že pripravljamo in tudi tu gre za to, da pričakujemo, da se bojo prioritetno reševali tisti deli investicij, ki bodo seveda to poplavno ogroženost pravzaprav reševali tako za mesto kot sem že omenil za Polskavo. Zdaj, seveda, kar se tiče mesta, s tem v bistvu rešujemo dva problema. Na eni strani je samo ogroženost, potencialno z vidika poplav, vemo, da smo v teh vremenskih ciklih, ker se to lahko zelo hitro zgodi, na drugi strani je seveda tudi na nek način to nereja enostavno recimo duši nekatere razvojne projekte, ki jih imamo v Slovenski Bistrici. Podobno pa velja seveda tudi za območje Polskave. Pevke ljudskih pesmi Kud Gaj Zgornja Polskava letos praznujejo 30. obletnico delovanja. Aktiv kmečkih žena Kočno pa 40. obletnico delovanja. Ob častitljivih jubilejih so preteklo nedeljo v prostorih Kulturnega doma Zgornja Polskava izvedli prireditev z naslovom Rad ostani, kjer pojo.
V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v ponedeljek izvedli zanimiv literarno-glasbeni večer. Gost je bil Jernej Dirnbek, ki ga najbolj poznamo kot kitarista in pevca skupine Midva, v zadnjih letih pa tudi kot avtorja 3 romanov. Najbolj zanimivo pri začetku te zasedbe je, da je bila čisto neambiciozna. Z enim mojim prijateljem, vrstnikom in sosedom, 2 hiši stran stanoval v Fiki, sva se ene počitnice začela malo hecati in poskušati glasbeno ustvarjati, ampak praktično brez vsake ambicije, da bi se to dopadlo še komu razen naju 2. Tudi, bi rekel, inštrumentov nismo obvladali, kaj prida. Jaz sem eno klaviaturo, on pa vse, kar je znal igrati, je, da je na gramofonu vrtel tisto ploščo, skrečal, kako se temu reče. Ampak je imel pa nek občutek za pesem. In v naslednjih nekaj mesecih smo ustvarili ene 5 ali pa 6 avtorskih skladb, ker seveda s to opremo nismo tudi približno mogla igrati kakšne tuje. In prišel je 1. december 1995, ko so v Rogaški Slatini organizirali dogodek ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u. In to je bil pač nek glasbeni dogodek, Društvo mrtvih pesnikov je igralo, še nekaj lokalcev je imelo en kratek program in ko sva zvedla, smo se ponudila, da bi tudi Midva odigrala tam teh najnih 5 pesmi, kar sva jih imela, so rekli ja. No in odziv je bil toliko dober, ljudje so se nam do te mere smejali in potem prišli še izraziti kako besedo pohvale, da sva rekla, ja nič, pa da greva eno od teh pesmi posneti. In tako sva šla v studio, ki je bil na srečo v Rogatcu, z tega je nastala pesem Črtica, ki je pa v nasprotju s pričakovanji v roku meseca ali 2 postala vseslovenski hit. Kar naenkrat so jo vrteli vse posod. Ja, pol pa ni bilo več poti nazaj, ne? In sva s Fikijom poiskala hitro spremljevalno zasedbo, začela vaditi. V tej obliki smo potem igrali eno leto, dobro recimo ali pa leto in pol, kaj prida teh nastopov ni bilo, vse skozi je bilo treba se nekaj matrati, se kregati, da te v 2 zjutraj pustijo na oder in podobno. No in tudi zaradi tega je Fiki najbrž izgubil voljo, pa zaljubil se je nesmrtno in je rekel, da on pa res ne bi zdaj okrog hodil, če ima tak fajn punco doma, in je počasi zapustil to našo zasedbo. Medtem se nam je pa že pridružil kitarist Egon Herman, ki je tudi pomagal pri glasbi, pri pisanju glasbe, bil zelo močen avtor. In sva se s tem Egonom odločila nadaljevati in nekako prepričala nekdanje mladostne prijatelje, s katerimi smo še vedno bili veliko v stiku, da se nam pridružijo. Tako so v skupino stopili Tone Kregar, Robi Novak, oba iz Rogatca, enako kot jaz in Egon, in z pol leta zamude še Igor Oračiš, Marje Prejelšak in ekipa je bila popolna. To je zelo resna pesem. Ukvarja se pa z dilemo, zakaj bi si kdo, ki je res žejn, naročil malo pivo. Star sem dosti in razumem, da kdo pač raje svojo klet dvorišče od izletov tuje kraje. Da je ponj življenja boljši avto od soseda, drag bicikl in fasada barve sladoleda. Šteka maratonce, lovce, Jehovine priče. Toda vetrnice le pri nas morijo ptiče. Da so naše avtoceste dražje kot tujini in da vlaki vozijo še zmer prvi brzini. Vse razumem, nekaj pa mi je nepredstavljivo, kak ma lahko kdo na svetu raje malo pivo.
vse zastopim, tudi cene stanovanj v Ljubljani. Da nam že po 20 let vladajo isti župani. Da je komu fajn izgled pomembnejši od hrane. Herbalife častilke za prisežene vegane. Štekam snobe, japije, priležnike sistema. Da glih naše ključnih trenutkih zvije trema. Da največji avtori kopirajo od tujih. Da so narodnjaki danes v usnju in tatujih. Telefonske studije, ki kličejo vsiljivo, ampak da ima kdo na svetu lahko raje malo pivo. Razumem vse, ki jih novice spravijo do besa. Da je modro biti tiho v dnevih PMS-a. Da je treba vstati pred 5, kadar greš v planine. Da si po obisku Stožic zaželiš tišine. Tudi da je mladim več doneta kot od družbe. Da bo letos sneg spet presenetil cestne službe. Pa da so najbogatejši včasih najbolj bogi. Da še nismo zreli, da živeli bi v slogi. Vse požrem še naše sodstvo in oblast v živo. Menadžerje, ki bogatijo grabežljivo. Fajmo štreki deci govorijo ljubeznivo, ampak kak hudiča ima lahko, kdo raje malo pivo. Kak hudiča ima lahko, kdo raje malo pivo. V senci reprezentančnih tekem Lige narodov so nogometaši v drugi slovenski nogometni ligi odigrali zadnji 15. krog prvega dela prvenstvenih obračunov sezone 2024-25. S tem pa niso zaključili na zelenicah, kajti 16 ekip čaka že 16. krog, ki bo odigran naslednji vikend. Žrej pred prvenstvom pa je navrgel, da bo sosedski derbi med Bistrico in Konicami na sporedu prav v 15. igralnem dnevu prvenstvenih obračunov. Kljub že dokaj mrzlim dnevom se je na tribuni v Slovenski Bistrici v sončnem vremenu zbralo 600 ljubiteljev nogometne igre. V njihovo zadovoljstvo pa sta 11-terici na zelenici prikazali všečen nogomet. Vse 4 žoge pa so končale v mreži gostujoče 11-terice, torej zmaga Bistrice 4-0. Jaz bi se zahvalil igralcem na taktični disciplini, da so vse, kar smo delali, analizirali, Dravinjo, iskali njihove slabosti, čeprav lahko povem, da je dober igra, zelo dobro igra v jesenskem delu, je presenečenje, ampak mi smo dobro jih zanalizirali, videli smo in kaj so šibke njihove točke in mislim, da smo zabili 4 gole, lahko bi še kjerga. Zeleno-beli iz slovenskih Konic so torej doživeli visok poraz, ki pa so po prikazanem pustili boljši pečat, kot kaže rezultat na koncu tekme. Ja, mislim, da smo relativno kar dobro začeli, prvih 50 minut, smo delali neke situacije, ki smo si želeli, prišli neke šanse, pol šanse. Na to se pa zgodil tisti prvi gol, pa pol relativno hitro, ker tudi drugi in je vse bilo malo težje. Probali smo še dalje gojiti svojo igro, smo da spet prišli v priložnosti, ampak drugi pot smo začeli podobno slabo kot prvi in je šla tekma kontra nam. Prvo igralsko ime tekme pa prav gotovo v zadnjih krogih prvenstva strelsko zelo razpoložen igralec iz Rusije Stanislav Krapuhkin, ki je za zmago 4-0 prispeval 2 gola in podal pri prvem zadetku, ki ga je mojstrsko realiziral Marko Tavares mlajši in to v 8 minuti srečanja. Ja, jaz sem srečen naslov, pomagal ekipi z golom, da smo lahko zmagali 4-0. Lepo akcijo smo naredili, tega smo morali na treningu, pa smo na koncu realizirali. Med prvim in drugim golom, ki je padel v 32 minuti, so priložnosti pri svojem delu zamudili. Martinčič v 14 minuti, tako je bil pri tem udarcu v napoto blok gostov,
Prav tako pa je Dukarič ostal samo pri poizkusu. Domači vratar Erjavšek pa je tako posredoval pri strelih, pri katerih je sodeloval kapetan gostov Vezjak. Bliskovito so domači v 32 minuti izvedli napad. Po dovzeti žogi na sredini igrišča je svoj prvi gol na tekmi dosegel Krapuhkin za vodstvo 2-0. Да, давно не забивал дома, поэтому очень рад. Хорошее ощущение. Главная команда выиграла. Свои приоритеты я ставлю на вторую очередь, поэтому рад. Уверенная победа над принципиальным соперником, поэтому очень рад. Do konca prvega polčasa je udarila še naveza Tavares Martinčič. Za goste je z glavo poizkusil Vezjak. Srečanje sosedov na prvenstveni lestvici pa je bilo odločeno v prvih 8 minutah drugega polčasa. V tem delu igre sta se gola veselila Krapuhkin, ki je takole v 47 minuti povišal na 3-0 in dosegel svoj 7. prvenstveni gol. Мне тренер и команда говорила перед игрой, что это как дерби считается здесь, и настрой был боевой, и готовились мы максимально, анализировали соперника, дополнительно индивидуально смотрели на игроков, поэтому самое главное 3 очка, и мы двигаемся дальше. Сейчас не менее принципиальная игра против Алюминия, и уже мыслями переключаемся на эту игру. Svoj 11. gol v prvenstvu pa je za 4-0 dosegel domači kapetan Jaša Martinčič. Odlična realizacija strelov rdečih pove, da so Bistričani v odlični formi, ki so jo potrdili že v prejšnjih krogih. Kaj pa je najbolj pomembno? En teden prej po Dekanih 1-1 so bili igralci potolčeni, ker niso zmagali. In vidi se počasi ta zmagovalni karakter. Jaz verjamem v delo strokovnega tima in tudi sebe in tudi verjamem v te igralce, ki smo jih selekcionirali. Počasi postajamo ekipa, še manjka nekaj, ampak mislim, da zadnje čase delamo odlično serijo, pozitivno serijo in smo zelo suvereni na igrišču. Zmaga pa ima še posebno težo tudi za domačega stratega. Jaz tam živim že 23 let, pomeni, da lahko grem jutri zjutraj vmer na kavo. Veliko je bilo govorenja, potom ampak jaz sem zaupal v svojo ekipo. V 16. krogu pa ljubitelje nogometa v mesto Aluminija čaka še ena športna poslastica, kajti v goste prihaja vodilna ekipa Aluminija iz Kidričevega. Na začetku smo malo slabo štartali, pa na koncu zadnjih 9 tekm smo ful dobro zmagovali, tudi remi so bili pomembni, zdaj še zadnja tekma moramo zmagati. Bo pa to tudi tekma dveh najboljših strelcev lige, Martinčiča z 11 goli in Domjana z 8. Je dosti namigov. Pridite, glejte in uživajte.